Kaj pa je? Glej! Praska, kva. Kaj praska, glej kakšna je! Kaj pa je narobe, lej, to bom jaz malo sprejel, zdaj bom posprejel, pa bo to isto. Pa ne boš ti sprejel po tej praski. Ja, zakaj pa ne, tako se zrihta. Ja, sprej zaradi mene poseb, ampak ne boš... Kaj boš pa dosegel s tem? Ja, avto bo spet zgledal kanal. A se ti zdaj, če boš pa malo pospravil, bo zdaj pa čist isti, kot je bil, ali kaj? Ja, seveda, da bo, le jaz to znam, no, zaupiti. Ti ne znaš nič, to bo peljala k avtomehankarju, pa ne on zrihta. Zakaj bi k njemu peljala? Ja, zakaj? Ne bom te pustila, da šaraš po mojem avtu. Lej, tam, ko boš kaj peljala, bo to trajalo najmanj en teden. Pa zaradi mene, če traja en let, vsaj naredil bo tako, kaj treba, ti už zihar še kaj uničil zraven. Lej, jaz pravim, da je to brez veze, no? Ja, pa ti si brez veze, no? Lej, tam boš enega vprašal, ki je avtomehanik in boš peljal tja. Zakaj moram pa jaz zdaj peljati? Ja, ne bom jaz tega peljala. Dobro, no. Nahajamo se na srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad v Ljubljani. Na kratko vam bomo skušali predstaviti poklic avtokaroserista. Dobar dan. Dobar dan. Pojavljen. Luka. Klut. Kaj bo? Ja, nič fajn, ne. Tole se nam je zgodilo. Pa ti piše s parkirišča po mojem. Ja, se je bilo na parkirišče, ama ona je toliko živčna, da mislim, sem mogel jaz avto voziti, ni ga hotela ona, ne. A imaš kaj proti slučajno? Nič. Koliko pa nas doma? Ženska nima. Ja, tako. Mislim, jaz sem se hotel lotiti to kar z enim sprejem, pa me je spet nadrla, da to pa ni v redu, da bi pelil. Ja, ne, oprosti, ampak ti tega sam ne znaš. Bila, sama, gospodiča ima prav, 100%. Sprejem se tole ne da sanirati, ne. Pa to treba prav lepo čevino ven, pokitati, zbrusiti, pripraviti, zalakirati, poštrikati, koliko treba. V redu, no, se strinjam. Bi si lahko jaz pogledal ta postopek? Z veseljem vam pokažem, ker res take stvari. Prav? Ja. Pa ti kar na temo kombiju pokažem. Takole tlele se začne, ali kako? Se začne, tlele še malo vrtine. Bomo dali najprej tole staro barvo dol zbrusimo. Tole hitro. Pol vzamem tale izlakač, kar spoter. Kaj to naredi? Izlakač kočevine. Lej, tole se lepo pneš, spustiš tok. Evo, že potegne z udarci. Potegne z roko, če je v redu, hodle še maljamice, še enkrat. Tole jamo smo rešili. Evo, tako. Damo še rašplo, pilo, rašplo, potegne še Nulo. Tole je zdaj pripravljeno za kitanje. Super. Naslednja faza je kitanje, gremo zdaj naprej v ličarsko delavnico. Ok. Tako za malo. Poklic avtokaroserista je prenovljen poklic. Na naši šoli ga izvajamo 3 leta, odkar je bil pač prenovljen. Ime je za večino strokovne javnosti mogoče ne čisto sprejemljivo oziroma ni čisto podobno prejšnjim poklicom, sta se imenovala avtokrepar in avtoličar. Izhaja pa iz prenove. Tematika sodobnih avtomobilov vemo, da ni več strogo ločena, kar se tiče teh dveh prejšnjih poklicov, kreparskega in ličarskega dela. Poklica se danes nujno kombinirajo. Vozila imajo veliko plastičnih delov, s katerimi se ukvarjajo eni in drugi. In na koncu ugotovljeno je bilo, da to lahko načeloma obvladujejo eni in isti ljudje. To je kitanje. To je bilo pokitana pripravljena površina, kot so prej videli na kombiju, se potem pripravi, obrusi do prijema, pokita. Kit je suh čez pol ure, se ga obrusi potem, da pride do tega stanja, da je gladek, ravno. In ko je tako narejen, ga gremo v naslednjo fazo. Tako. Aha, vidim, da imate tlele vse zaščiten tole, a to je standardno? To treba pred vsako fazo zaščititi vozilo, da ne grejo kakšni prašni delci, armaturje v ventilacijo, pa sedeži. To je čisto. In ti si hotel to vse sam narediti s sprejem? Seveda ne, kaj pa? Vsi vsega ne znajo in tukaj ima naš karoserist mogoče 2 smeri. Še vedno obstajajo
ljudje oziroma dijaki, ki jim odgovarja kleparski del malo bolj. Rajši delajo s pločevinami, s kovinskimi materiali, znajo dobro variti in imajo smisel za oblikovanje. Po drugi strani pa jim ne sedijo barve ali pa barvne lestvice, toni. Drugi dijaki so pa sposobnejši na tem področju, imajo pa izreden občutek za estetiko, za mešanje barv, za barvne lestvice, barvne tone. Vseh barvnih tonov je preko 40 000 in ti se lahko pa izkažejo na drugem delu. V načelu pa vsi, v osnovi pa vsi poznajo oboja dela, kleparska in ličarska. No, tako, tale avto je pa zdaj že v polnilu. Sprav, ko smo imeli obrušni piskit, lepo fino fajn, smo ga spet zaščitili, da ne grejo prašni delci, pa bilo okej. In ta polnilo je zdaj že suh. Koliko časa se pa suši? 8 ur je lepo, da se posušite, čez noč pustimo ali pa 1 uro pa pol na infrapeči. Ko je tole suho, je fino brušenje in že avto pripravljen za lakiranje. Lakiranje je pa pol zadnja faza. Zadnja faza. Ne še čiščenje, pranje vozila. Ja, dobro. Pol bo tudi moj avto na koncu konec. Tako nov, ja. Nahajamo se v avtoličarski delavnici Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad. Tu avtokaroseristi dobijo tudi druga znanja, ki so potrebna za izvajanje njihovega poklica, in sicer ličarsko popravilo zamenjanih karoserijskih delov in popravljenih karoserij. Dijaki se tu naučijo uporabljati osnovne materiale za pokrivanje pločevin in plastik, brušenje in obdelavo, kitanje in predpripravo za lakiranje. Ko so te karoserijski deli pripravljeni, nanešeni predlaki in zbrušeni na potrebno hrapavost oziroma gladkost površine, jih v komori za lakiranje polakiramo v prvotno stanje. Komora, ki jo premoremo na naši šoli, je najmodernejša te vrste. V njej nanašamo materijale, ki so ekološko nesporni in sicer danes, v zadnjem oziroma od novega leta naprej edini dovoljeni, to so barve na vodnih osnovah. Ta komora ima velik pretok zraka, da lahko voda pohlapi, barve se rečijo z vodo in vsa ta količina zraka vodo hlapi, odsesavanje poteka v tla, svež zrak priteka z vrha in v približno 40 minutah so polakirani karoserijski deli oziroma celo vozilo pripravljeni za montažo v avtokleparski delavnici. Postopek ne traja več 2 dni kot nekoč, ampak je končan v postopek lakiranja in sušenja je končan v dobri uri. No, to je pa zdaj končni izdelek takole, ne? Smo v komori. Ja? Tukaj smo zdaj tale avto spet zaščitili, niso kontrakosi umazani, prelakirali, usušili in zdaj stranka pride po njega čez 15 minut. Koliko časa se pa tole suši tukaj noter? Tole sušili 1 uro. 1 uro. Na kolikih stopinjah pa približno? Okoli 60 na pol ure, pa potem da se lepo počasi še ohladi. Prijem pa suh, ja. No, zdaj bo pa moj avto gotov, če ga zdaj pustim pri vas. Čez 2 dni. Bo tako kot tole. Super. Pa drugače vi date tudi kakšno nadomestno vozilo, bi lahko drugače? Tudi se da zmeniti, ja. Ok, v redu. To še bo kdaj kaj bolj krizni, ne vem. V bistvu poškodbe damo, ja, tudi. Vidiš, 2 dni, jaz bi to zdaj imel že narejen, še bilo po moje. Najlepša hvala, no, pa to odpijeva čez 2 dni nazaj. Ja, hvala. Srečno. Ajde, ja. Dio. Dio.